Dober večer, cenjeni gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Negativno presenetiti pa tole. Naj povem, da bo posebna oddaja Faktor na temo potresa na Hrvaškem jutri. Sedaj pa gledate 50. oddajo 4. sezone na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali. Faktor tedna je dr. Tina Bregant. Kdo je zdravnica, ki je vodila boj z epidemijo in kdo ga vodi sedaj? Energična zdravnica, mama, na nek način tudi političarka. Kdo je v resnici dr. Tina Bregant, nam bo povedala kar ona sama. Toplo pozdravljeni, dr. Tina Bregant. Tina, nekaj me zanima, ne? Energijo imate, srce tudi imate, se mi zdi, to smo spoznali, Slovenke in Slovenci, tudi tisti, ki vas prej recimo nismo poznali, ki smo vas zdaj spoznali med to epidemijo, ko ste prevzeli to funkcijo državne sekretarke. Kaj bi vi rekli recimo, da je vaša ta lastnost, ki vas najbolj žene v življenju, da takrat, ko je najhuje, pač prevzamete eno vodilnih vlog? Ja, zelo sem trpežna, rezilientna, odporna, če hočete. Ja. Kar pa mislim, da velja pravzaprav za vse mame, ki imajo več otrok, za tiste, ki delajo recimo v zdravstvu. Tako da mislim, da po tej plati sem podobna mojim kolegicam, ki delajo v zdravstvu, v sociali, z tako večjo družino. Po drugi strani pa sem pa zelo učeča, rada se učim nove stvari. Verjamem, da se lahko vsi izboljšujemo stalno. Verjamem v to, oziroma vem, da smo homo sapiens sapiens, umni človek, imamo možgane, naši možgani so najboljše prilagoditveno orodje, ki nam omogoča ne samo, da spreminjamo sami sebe, spreminjamo tudi okolje, v katerem živimo in tako pravzaprav lahko napredujemo. In še ena stvar je mogoče, ki me tudi zaznamuje, je to, da verjamem, da nihče od nas ni sam otok, ampak smo skupaj močnejši. Homo sapiens sapiens je prehodil to pot skozi evolucijo, ne zato, ker bi bil največji, najtežji, najlepši ali pa morda celo ni najpametnejši, če bomo uspeli Zemljo uničiti. Ampak zmogli smo tako daleč v evoluciji, zato ker smo sodelovali in ker smo poskrbeli za najranljivejše. Ja, zanimivo. No, tako, ko vas človek pogleda, recimo, se mi zdi, no, če bi bili na drugi strani luže, ne, pač inteligentni, prijetnega videza mama, zdravnica, učite, pa še državna sekretarka za zdravstvo, po moje bi bili tam obrazi pač boja proti epidemiji. V Sloveniji ni bilo čisto tako, ne? Se mi zdi, da so vas pošiljali v prve vrste, predvsem takrat, ko je bilo treba iti po kostanj v Žerjavico. Pa me zdaj zanima, ali ste vi nekako podzavestno sami prihajali v ta položaj, ali je že bilo od vsega začetka jasno, da takrat, ko zagusti, ne, smo rekli včasih, takrat bo pa Tina stopila v spredje. Ja, morda je še ena moja lastnost. Sem pogumna in verjamem, da je treba določene stvari narediti. Zato, ker nekdo jih mora narediti. In če je to pač sem jaz, če pade vrsta name, potem grem pač jaz v ta vroči kostanj, ampak ne zaradi sebe, pač pa zaradi ljudi, ki mi veliko pomenijo. In nekdo mora te stvari narediti. Kdor zmore, mora. Zdaj, v Sloveniji vseeno ni veliko žensk, ne, ki bi združevale vse te tri vloge, recimo tako, kot jih vi združujete. Pa me zanima doma, ko ste povedali, da pač se odpravljate na nek način v politiko oziroma da boste postali pač politična funkcionarka, državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje, v bistvu na predvečer ali pa sred najhujše epidemije zadnjih 100 let. Kako je recimo doma družina reagirala, soprog pa otroci?
Ja, k sreči imam zelo podporno družino, tudi otroci so že kar veliki. Moram reči, da so otroci rekli, to je ena mamina eskapada, jo bomo podprli, če že mora. Mož je rekel, mislim, da moraš to poskusiti, če imaš priložnost. Je pa zanimivo, recimo starši oboji in moji in moževi mame so bile prej proti, oziroma moja mama je celo bila zelo proti. Je rekla, si zdravnica, res je škoda, da greš v politiko. Medtem ko sta pa oba očeta, ki sta bila pa tudi sama kar precej aktivna družbeno, sta pa oba dva rekla, da v tej starosti je pa morda potrebno tudi tako funkcijo preizkusiti se v njej in videti, a lahko kaj narediš tudi za druge. Tako da imam srečo za družino. Ja, vidim, da res. Ja. Ampak vseeno, vi tudi prej niste bili samo zavezani svojim pacientom, ste bili aktivni v tej iniciativi mladih zdravnikov in tako naprej. A nam lahko malo več vseeno o tem poveste, recimo, zakaj ste se vi takrat odločili za to iniciativo Mladi zdravniki? Kaj vas je vodilo pri tem, recimo? Ja, jaz sem opazila, da pri drugi specializaciji, da pravzaprav so nekatere stvari izjemno krivične do teh mlajših kolegov. In to se mi je zdelo nekaj, kar je nesprejemljivo. Ti kolegi, ki so stari 25, 30 let, čez 10 let bodo oni tisti, ki jih bom jaz spraševala za nasvet, kaj storiti. Ker bom enostavno toliko starejša, iz določenih procesov bom izpadla, oziroma, a veste, mlad človek je poln novih idej, energije, naphan je z znanjem. In sem se zaradi tega, se mi je zdelo pomembno, da se aktiviramo, so pa ti mladi zdravniki resnično izjemni ljudje. Tudi kako se zdaj angažirajo z temi filmčki, kako poskušajo vplivati na obvladovanje epidemije, kako so se postavili v prve bojne vrste. To meni daje upanje. Veste, dokler imamo take mlade ljudi, nas ni treba, da nas je strah. Ja, absolutno. Še tole mi povejte, vi recimo raje delate s pacienti ali raje poučujete? Kako se to zdaj? Se to dopolnjuje? Ali kako je s tem? V bistvu se dopolnjuje, ker učim pravzaprav te stvari, ki jih tudi v praksi počnem z pacienti. Tako da ni to neko teoretiziranje. Je pa res, da tudi pri pacientih zelo rada jim razložim, zakaj gre, ker verjamem v to, da ljudje edino opolnomočeno lahko odločajo. In pomembno je, da oni odločajo o sebi, ne jaz. Tole me zanima, vendarle je to tudi vaše področje, se pravi otroci s posebnimi potrebami, v tem je dosti debate, zdaj sploh v zadnjih dnevih, posebej po teh odločitvah Ustavnega sodišča. Če bi vi v tem recimo odločali, bi poslali otroke s posebnimi potrebami nazaj v šole, v te zavode za posebne potrebe s 4. januarjem ali ne? Z ustreznimi ukrepi in seveda tukaj je potrebno tudi upoštevati specifiko. Razumem tudi starše, ki imajo tako bolne otroke, ki jih je strah te okužbe in bi rajši otroke zadržali doma iz varnosti teh otrok. Tako da mislim, da je prav, da je tudi to omogočeno. Vsekakor pa mislim, da otroci spadajo v šole in da morajo se vrniti v šole in v šolah čim dlje ostati. Še nekaj je, mislim, da ni prav, da se na njih lomi to, če mi kot družba ne zmoremo pravzaprav spoštovati določenih ukrepov in da je naša dolžnost nas odraslih, vseh, ki pravzaprav delamo z otroki ali starši ali učitelji, vzgojitelji, da naredimo vse, da se otroci vrnejo v šole in da tam tudi ostanejo. Ja, zdaj vemo, še nekaj časa nazaj je bila zelo popularna krilatica v Sloveniji za otroke gre. A se vam zdi, da zdaj v času te epidemije smo malo pozabili na to, bi morali več pozornosti dajati tudi otrokom, poleg seveda vsega ostalega? Ja, jaz mislim, da otroci, a veste, oni določene stvari zelo dobro povejo, ampak njih je treba opazovati, jim prisluhati. Zato nam pa zelo velikokrat zmanjka časa. Odrasli smo zelo velikokrat v enem svojem svetu, kjer mislimo, da vemo vse. Tudi velikokrat, kot starši rečemo otrokom, da mi vemo, kaj je zanje najbolje, pa se velikokrat izkaže, da temu ni tako.
V najboljši želji sicer poskušamo pripravljati otroke na boljši jutri, pa se velikokrat izkaže, da mi kot odrasli nismo imeli najbolj prav. Tako da se mi zdi, da mi, če bi kot družba se naučili bolj prisluhniti eden drugemu, otroci nam pravzaprav vse povedo. A veste, otroci so sami povedali, a si želijo v šole, za katere otroke je bila šola zaščitni dejavnik, za katere je pa mogoče bilo celo zelo dobro to šolanje nadaljavo. So tudi otroci, ki so rekli, jaz sem pa od tega imel več koristi. Tako da se mi zdi, da se od otrok lahko vse to naučimo, moramo jih pa poslušati in jim prisluhniti. A bi se strinjali mogoče z oceno, da je ena najtežjih stvari pri tej koronavirusni bolezni, da pravzaprav sploh na začetku zelo malo vemo, ne? Da smo nekako tavali v temi, vsi, celotna družba, pa tudi stroka. Ja, res je, to je gotovo bil eden večjih problemov. Pravzaprav še sedaj ne vemo vsega, kar bi hoteli vedeti ali pa kar bi celo morali vedeti za obvladovanje epidemije. Tudi če pravzaprav pogledamo te ukrepe, ki jih imamo, karantena je strašno star ukrep, to je več stoletij staro, nošnja mask tudi, ta distanca, tudi to smo poznali že prej. Nimamo niti nekih zelo učinkovitih zdravil, če hočete. Imamo pa seveda določene pripomočke ali pa recimo intenzivno medicino, ki je napredovala, tako da danes ta intenzivna medicina vseeno reši precej življenj, ki jih sicer ne bi. Tako da to pridobivanje znanja je zelo pomemben faktor. Tudi pravzaprav, če pogledamo, kako smo se učili o koroni. Korono smo zdravniki poznali odprej. To ni tako redek virus, tudi povzroča prehladna obolenja pri otrocih. Tako da to korono smo poznali, samo ni bila pa nikoli tako problematična, kot se je izkazala v tej epidemiji COVID-19. Nenazadnje so na Kitajskem konec lanskega leta, pravzaprav pred enim letom, opozorili in potem tudi je WHO razglasila to nevarnost COVID-19, ta nov respiratorni virus, ki pa se je izkazal za izjemno škodljivega tudi za zdravstveni sistem. In tukaj je korona pravzaprav razkrila vse stvari, ki smo jih pravzaprav vedeli že prej, opozarjali na nje, in seveda zdaj so prišle brutalno pravzaprav na dan. No in ravno o tem se bo pogovarjala v nadaljevanju oddaje, ampak najprej sledi krajši premor, vendarle ne nam uiti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo pogovor z dr. Tino Bregant. Ostanite. Dr. Tina Bregant, pogovarjamo pa se o tem, kako je bilo, ko je ona vodila boj proti epidemiji in kdo ga vodi sedaj. Tina, vroča tema trenutno je cepljenje, ne? Vemo, cepljenje se je tudi v Sloveniji začelo, različne vrste cepiv obstajajo, različne metode teh cepiv. Lahko našim gledalcem kaj več poveste o tem? Recimo vemo, Rusi razvijajo po eni drugi metodi cepivo, starejši so razvili to cepivo, ki ga imamo pri nas v Sloveniji od Pfizerja, je po neki novejši metodi. V čem so mogoče razlike in pa seveda tisto, kar se vseeno še mnogi sprašujejo, ali se cepiti ali ne. Izvolite. Ja, hvala. Pfizer in BioNTech sta razvijala cepivo po najnovejši moderni metodi z koščki RNA oziroma DNA. To se pravi, ko se košček tega genetskega materiala virusa vnese v ene take z lipidi obdane delce in potem naše telo odgovori ustrezno nanje z protitelesi. Zdaj, to je usmerjeno proti delovanju tega S-proteina, tega čepka na virusu korone, skratka en zelo majčken del virusa, vendar pa to ustvari dovolj ustrezen imunski odziv, sta pa seveda potrebni 2 dozi. Zdaj, tazga cepiva mi zaenkrat še nismo poznali, vendar pa je potrebno povedati, da so ga razvijali pravzaprav že leta 2003 z SARS-om. Tako da je to plod pravzaprav 17-letnega razvoja. Pfizer je razvijal tudi neka cepiva proti raku na podoben način, tako da
Tokrat se jim je pa to zelo obrestovalo, ker so bili med prvimi, ki so razvili dobro, zanesljivo cepivo. Je pa res, da je to nekaj novega. Še ena prednost je tega cepiva, da se ga da zelo hitro producirati v velikih količinah in da se ga da tudi prilagoditi novim sevom virusa. Tako da iz tega vidika je to bila zelo dobra izbira iz strani Pfizerja. Potem imamo pa resnično še cepiva, ki so narejena majhen bolj konvencionalno, to se pravi ali z pomočjo adenovirusov kot vektorjev, tako pravzaprav AstraZeneca, tudi Sputnik v Rusiji. Tukaj je bila pa malo smola, ker ti dve cepivi pa sami po sebi nista dovolj reaktivni, tako da so se celo nekaj dogovarjali po morebitni kombinaciji, skratka, da bi stopili v sodelovanje. Potem imamo pa še čisto klasično narejena cepiva, recimo prihaja še na trg Johnson & Johnson oziroma najprej na EMO in FDA, to se pravi te agencije za presojo kakovosti, in recimo tudi na kitajskem, recimo Sinovac oziroma cepiva, ki so narejena tudi z oslabljenim sevom virusa korone. Skratka, ta cepiva so zelo različna. Jaz sem zelo vesela, da cepivo imamo, da smo šli skupaj z Evropo, z Evropsko unijo v ta nakup in pravzaprav smo začeli zelo istočasno kot ostale države. Cepimo pa po vrstnem redu, tako da najprej pridejo na vrsto naši najranljivejši, tisti, pri katerih je pa zelo pomembno, da bodo to sezono lahko preživeli. Namreč ta COVID-19 je resnično terjal visok davek in z cepljenjem bomo lahko te ljudi zaščitili. Je pa prav, da je tukaj nek vrstni red, to se pravi, da smo najprej osredotočeni na najranljivejše in potem pač širimo to na ostalo populacijo. Zdaj, največ izkušenj imamo, kar se tiče respiratornih virusov s cepljenjem proti gripi. Pri nas v Sloveniji vemo, pač včasih se zgodi, da pač se cepivo pač ni ustrezno za tisto vrsto gripe, ki je tisto sezono recimo pač prevladujoča. So tu kakšne vzporednice v zvezi s tem cepljenjem proti covidu ali ne? Ja, je podobno, zaradi tega, ker pričakujemo pravzaprav, da verjetno bomo se morali cepiti vsako sezono. Ne vemo še čisto dobro, koliko časa bo držala ta zaščita za cepljenjem, ampak zelo verjetno bo podobno kot pri gripi. To se pravi vsako sezono sproti. Imamo pa recimo tudi cepljenje proti pnevmokoku. To cepimo tako dojenčke kot tudi starejše, sicer sta cepivi nekoliko različni, ampak veste, da cepivo proti pnevmokoku recimo pri otrocih prepreči tudi nastanek pljučnice, ki jo povzroča pnevmokok, ali pa sepse, in ga tudi z pridom uporabljamo. Skratka, cepiva proti respiratornim obolenjem imamo, je pa res, da ta COVID-19 in cepivo, kot je Pfizerjevo, BioNTech, ta Comirnaty, cepivo, to pa je novost. Zdaj, vi ste bili državna sekretarka, so že večkrat rekla danes v oddaji na Ministrstvu za zdravje. Minister, ki je zdaj sicer vmes tudi že odstopil, Tomaž Gantar, je predlagal vašo razrešitev. To je nekako nenavadno, da minister predlaga razrešitev državnega sekretarja svojega, ampak pustimo zdaj to. 3 glavni očitki so se vam očitali v javnosti. Najprej, da ste rekli, da bi naj tudi sred gozda, sred noči nosili maske, ker to daje neko sporočilo. Potem, da ste nastopili za nacionalno televizijo takrat, ko bi morali biti v samoizolaciji, in pa, da neke delovne skupine pač niste sklicevali. Zdaj, kako vi odgovarjate recimo na te očitke? Ja, jaz bi si želela, da si v bistvu gledalci mogoče pogledajo celotne posnetke in potem bodo videli, da nisem nikjer rekla, da je potrebno nositi masko na samem v gozdu. Tako da je pa res, da okoli nas nastajajo aerosoli in da pač v tem primeru je maska pač zaščita nekoga, ki bi prišel v našo bližino. Tako da pravzaprav to, kar mi očitajo, tega niti nisem rekla na tiskovki. Druga stvar, ki ste jo omenili, je sklic te skupine. Ja. V tej skupini je tudi COVID sledilnik. Veste, da so njihove raziskave, projekcije dostopne vsak dan sproti. Skratka, podatki so vsak dan na mizi vseh nas.
tukaj sem tudi zelo vztrajala tudi v tej celotni skupini, da je stvar popolnoma transparentna in da je na voljo tudi splošni javnosti. Tako da smo pa delovali pa resnično drugače, tudi nihče od njih ni želel sejnin. Mi smo se srečevali preko Zooma, se slišali, poročila so bila na mizi, tako da je bilo pa to drugačno delovanje, kakor neke sejnine in seje v nedogled. Sama sem bolj pristaš tega, da mora biti delo opravljeno, brez velikih besed, če se le da. Tako da delo je bilo opravljeno, kar je razvidno še danes. Potem pa še ta očitek, ki ste ga omenili. Ja. To se pravi, je pa... Nastopa pred kamero takrat, ko bi moral biti v samoizolaciji. Ja, to si pa novinarji niso dobro prebrali, pravzaprav, kar jim je bilo posredovano. In sicer jaz sem bila v stiku z to osebo v časovnem razmaku več kot 48 ur. Tako da nisem bila niti v izolaciji, nisem zbolela, nisem imela znakov, nisem bila niti v karanteni, ker je pravzaprav tisti čas bil daljši, kot je običajno. Hkrati tudi v tem prostoru, kjer smo bili, smo imeli maske, bili smo vzporedno, tako da pravzaprav nismo bili niti v kontaktu, niti nismo govorili eden drugemu, plus za nošnjo mask, plus še to več kot 48 ur je minilo, tako da nisem izpolnjevala meril ne za karanteno, ne za izolacijo. Sem se pa odločila za delo od doma. To se pravi preventivno, kar pa mislim, da je pa zelo pametno in tudi to delo od doma, res spodbujamo, da se ljudje za to odločajo, ker je pravzaprav velikokrat do kontakta in tudi prenosa okužbe prišlo na delovnem mestu. Imate pa prav, ko so mi to učitelji, moram reči, da sem se zelo zasekirala in sem potem šla tudi narediti test, ker so mi učitelji, da ne bi ogrožala ekipo in seveda testi so bili tako hitri kot običajen, PCR testa bila negativna, ker pravzaprav ni bilo podlage za to, da bi bila pozitivna. No. Skratka, niste virusa trosili naokrog, ne? Ne, ampak vseeno so to bolj, če smem tako reči, kozmetični očitki. Ne? Tisto, kar je pa recimo, da potencialno bolj imelo odmev, je pa to vaše navodilo, ne? Zdaj je že nesrečno, da naj pač tudi delavci, ki so pozitivni pa ne kažejo simptomov, delajo z pacienti, s COVID pacienti. Ne? Kako je pa recimo s tem? Zakaj ste se vi takrat za to odločili? Vemo tudi v drugih državah, recimo so bila taka navodila, smo javno za njih lahko izvedeli, ampak pri nas v Sloveniji pa to ni bilo sprejeto. Tako svetovalna skupina pri Ministrstvu za zdravje kot minister sta se potem proti vam obrnila v zvezi s tem. Ja, gledajte, v danem trenutku smo se odločili tako, ker smo pravzaprav reševali situacijo v nekaterih domovih za starejše, kjer ni bilo dovolj kadra. Upoštevali smo navodila tudi CDC-ja, v katerem je bila ta možnost opisana. Se opravičujem, CDC pa je, tukaj da razčistimo. Center for Disease Control, za nadzor bolezni. Ja, Center za nadzor bolezni, ja. Ja, tako. Posvetovali smo se z epidemiologi, tega navodila si nisem zmislila sama, naredili smo ga v skupini, moram reči, da se je tudi meni sami zdelo to nekoliko tvegana odločitev, vendar kot rečeno, dobili smo sporočila iz domov, da nimajo osebja, ki bi lahko tem starostnikom zamenjalo plenico ali pa jih nahranilo. In ker nismo dobili drugega osebja, pri čemer smo klicali tako v bližnje zdravstvene domove kot v bolnišnice, in če vemo, da če si pozitiven po nekaj dnevih, mi smo pravzaprav najbolj kužni 2 dni prej, to je tistih 48 ur, plus nekaj dni po tej, če pa mine recimo 10 dni, pa je recimo PCR lahko še vedno pozitiven, ampak pravzaprav je ta količina virusa že tako nizka. Hkrati smo dali navodila, da to mora biti prostovoljna odločitev, da morajo imeti zaščitno opremo, tudi pri vožnji na delo, da tudi tam upoštevajo, da ni križanja poti. In na ta način smo zagotovili tem starostnikom oskrbo, ki je sicer ne bi dobili. Imate pa prav 2 dni kasneje je strokovna skupina
dala mnenje, da se to navodilo spremeni in to smo potem upoštevali. Je pa bilo dejansko navodilo skladno tako z smernicami iz tujine, tako v Nemčiji so imeli podobna navodila. Pač v danem trenutku smo se tako odločili. Sem pa zelo vesela, če pridemo v situacijo, ko imamo dovolj zdravstvenega osebja, da resnično lahko poskrbimo za te ljudi tako, kot je prav. Se pravi, če vas prav razumem, če bi bili zdaj v podobni situaciji, bi se enako odločili. Ne obžalujete te odločitve? Ne obžalujem, ker v danem trenutku smo se odločali tako, kot je bilo v tistem hipu najbolj ustrezno. Sem pa zasledil tudi očitek, da ne spoštujete hierarhije. Pa me zdaj res zanima, kako je s tem. Namreč praktično z vsemi vašimi kolegi, zdravniki, s katerimi sem se pogovarjal, ki smo bili v stiku okrog naše oddaje, so pri nas gostovali oddaje in tako naprej, in tudi drugimi, ki recimo so bili vključeni v to, ta boj proti epidemiji, vsi pravijo, da ste vi bili praktično tisti, ki ste na Ministrstvu za zdravje in ne takratni resorni minister Gantar se ukvarjali s to epidemijo. Pa me zdaj res zanima, a vi res mislite, da imate težave s to hierarhijo, oziroma kje sta po vaše zdaj prišla z ministrom navzkriž, da se je končalo tako, kot se je končalo? No, mogoče, kar se tiče hierarhije, jaz zelo dobro razumem ta chain of command in ga tudi spoštujem. Ja, v zdravstvu verjetno vas to naučijo, ne? Težko, da se ne zgodi, da bi kakšen recimo šel preko vrste ali kako. Zdravstvo pravzaprav deluje resnično zelo v tem hierarhičnem sistemu. Je pa res, da ne naredim stvari pa samo zato, ker bi mi nekdo ukazal in potem jaz njemu prikimam, ampak presodim. Skratka, jaz sem pridna, nisem pa samo pridna. Imam tudi možgane, s katerimi razmišljam. Okay. Tako da priznam, da če je kakšno navodilo zelo trapasto, sicer pa vedno najprej preverim. To pa moram reči. Da razumem, da je nad mano nekdo, ki odloča in ima verjetno širšo sliko, kot jo imam jaz, vendar pa morajo biti stvari utemeljene, če se le da z dobrimi dokazi. Jaz spoštujem moč argumenta, ne pa argument moči. Zdaj mi, da ste se kar nekaj časa dogovarjali za to vaše gostovanje v oddaji, vmes ste rekli tudi, si morate vzeti čas za družino, ampak evo, hopce fizli, zdaj ste pa spet nazaj v bolj aktivni vlogi. Danes je prišla ta novica, da ste zdaj vodja kabineta ministra, vlogo ministra sicer upravlja zdaj še predsednik vlade. Zakaj ste se recimo odločili, da pridete nazaj? Po tej izkušnji, ki ste jo recimo imeli že, o kateri smo ravno kar govorili. Ja, izkušnje mi sploh ni žal, veste, jaz sem se v tem veliko naučila, tudi o sebi, o svojem delovanju, o epidemiji, o ljudeh, kako pravzaprav ravnajo. Tako da izkušnja je bila dobra, je bila pa izjemno naporna. Kar se tiče tega, zakaj sem prišla nazaj, je pa odgovor zelo preprost. Glejte, epidemija še ni konec. Čakajo nas še kar težki meseci, kljub temu, da imamo že cepivo, vendar moramo to epidemijo zdržati do konca. Ni še konec. In če jaz lahko z svojimi izkušnjami, znanjem kaj doprinesem v ta mozaik, da dam svoj kamenček zraven, tako v resnici bomo mi obvladali epidemijo. Če bo vsak od nas prispeval svoj kamenček v obvladovanje epidemije. To je edini način. Je pa res, da ni enostavno in tudi ta odločitev zato tudi z moje strani ni bila najbolj enostavna, sem pa pripravljena pomagati. Zdaj, ste že rekli, imate že dosti stare otroke, vejo, kaj se dogaja. Živimo nažalost v taki družbi zdaj informacijski, da vsaka informacija pride praktično do vsakogar v realnem času, ali pa dezinformacija. Kako pa recimo ocenjujete, se je njim trem poznalo recimo to vaše delo, pa zdaj, ko se spet vračate v neko bolj aktivno vlogo? So čutili kaj tudi, bi rekel, teh pritiskov, pa tega, kar bi naj letelo na vas, pa vse prepogosto leti potem tudi na tiste, ki niso nič krivi pa dolžni, kot recimo člane družine? Ja, morda zame najhujše je bilo to, ko sem prišla domov, pa mi je najstarejši sin rekel, mama, na to pa moraš odgovoriti. To se mi zdi, da to pa je taka stvar, ki ti pa da misliti. Pa nam zaupate, zakaj je šlo, na kaj bi morali odgovoriti? To so bile ravno te insinuacije, kot ste jih povedali, pa tudi nošnja mask. Veste, da so me zelo kritizirali tudi glede nošnje mask na splošno, ali maske sploh nositi ali ne, potem aerosoli ali sploh obstajajo.
Potem so tukaj recimo tudi določene grožnje, ki sem jih bila deležna. Morda še najhujše je bilo tisto, ko so prežali pred vrati naše hiše z kamero in skočili ven, ko je mož peljal psa zvečer ven, ali ima masko ali ne. K sreči moji otroci vsi nosijo maske in so... Se pravi, če vas prav razumem, zalezvali so vas doma v hiši, če bi kdo prišel ven brez maske, v tem primeru mož, ki je šel s psom na sprehod, da bi potem rekli, evo, ne nosil maske ali kako? Ja, to je bilo v bistvu eno tako zelo neprijetno spoznanje, da pravzaprav živimo v res enih takih res čudnih časih. Razumem. Ampak vseeno, preden se je začela ta korona, na družbenem omrežju sem našel eno vašo fotografijo iz leta 2019, ki ste vi pač objavili v bistvu cela družina oziroma en tak kolaž fotografij je pa to. Iz teh fotografij izgleda, da ste zelo pač tako tudi povezani, da radi skupaj preživljate prosti čas, tudi neke dobre želje ste takrat zaželeli leta 2019. Pa me vseeno zanima, če imate kakšen recept tudi za ostale družine, kako zdaj v tem času, ki je vendar nek specifičen čas, veliko je teh omejitev, veliko je stresa in tako naprej, tudi strahu, kako recimo odreagirati, na kak način to čim boljš prebroditi? Ja, meni se zdi, da pravzaprav ta korona, a veste, če smo si želeli lani, da bi preživeli več časa eden z drugim, da bi se svet malo ustavil, zdaj se je točno to zgodilo. Skratka, zdaj smo lahko več časa skupaj, razen seveda tam, kjer starši delajo. Tukaj moram reči, da moji otroci so kar nasrkali, tako da k sreči so zelo razumevajoči, ampak a veste, recimo tukaj je kuhanje kosila, vsak dan. Šolanje nadaljavo, so morali zelo samostojno te stvari narediti, sploh naša najmlajša. Potem ni nekoga doma, da bi določene male stvari naredil. Ko sem bila kakšen dan doma, pa sem dala malco, so bili strašno veseli, ko sem v tistem glavnem odmoru. Tega niso imeli, tako da tukaj na tem mestu je pač meni tudi žal, zato smo se pogovarjali o tem. Ampak pač moji otroci tudi vejo, da mama ima še kaj drugega poleg tega. Takrat, kadar pa sem doma, pa poskušam biti z njimi. In recimo ta božični dan smo preživeli v igranju iger, tudi kartanju. Tako da to pa pravzaprav mi smo zelo radi eden z drugim in uživamo v tej družbi. In se mi zdi, da je to tisto, kar nas rešuje. Zelo recimo jaz pogrešam skupen obed. Jaz sem prej zelo skrbela za to, da smo vsaj en obed imeli skupen, ker se takrat pravzaprav veliko stvari ljudje dogovorimo. Tudi v družini hrana je pravzaprav eno tako priložnost za druženje. Kar se tiče vikendov, pa to poskušamo res prakticirati. Tako skupen zajtrk, skupna kosila, potem skupni izleti, da vseeno gremo. Jaz recimo sem zelo rada v naravi, živimo v Ljubljani, kjer pa imamo tudi Rožnik, sprehod je zelo dragocen. Imamo pa doma tudi koronskega psa in tukaj pa moram reči, da pes je pa rešil naše duševno zdravje, vsekakor pa moje, ker pes pa poskrbi za to, da moraš biti in telesno dejaven, moraš iti ven, ne glede na vreme, hkrati pa ti tudi tako brezpogojno vrača ljubezen, ne glede na to, kako pozno prideš domov, se te razveseli. Te je zmeraj vesel, ne? Ja, res je. Obstaja ena šala, da če bi moža pa psa zaprli v prtljažnik avtomobila, pa bi čez 2 ure prišli rešiti, bi vas bil samo pes vesel. Verjetno to za vse nas velja, ne? Ampak šalo na stran, vseeno epidemija, sami ste rekli, ni še konec, ne? Ja. Pa me zdaj zanima, spomladi nam je šlo boljše kot zdaj, med najboljšimi, tudi prvi smo razglasili konec epidemije, ukrepi so bili več ali manj podobni, mogoče še manj rigorozni. Kaj je po vaše zdaj tisti glavni dejavnik, ali sploh vemo, zakaj je recimo zdaj ta jesenski val toliko drugačen, toliko slabši, s toliko hujšimi posledicami, kot pa je bil recimo tisti spomladanski prvi? Ja, jaz mislim, da bomo šele čez nekaj časa lahko to zares utemeljeno razložili. Možno je tudi, da je že pri nas bil tudi ta bolj infektiven sev jeseni. Tega, ki so ga zdaj v Veliki Britaniji odkrili. Tako.
Ampak po drugi strani pa si pa sama razlagam to tudi na čist tak nevroznanstven način, a ne. Ko je stvar akutna, kot je bilo v prvem valu, a ne, takrat vse te informacije, ki pridejo do nas, naše telo bombardirano z temi senzoričnimi dražljaji, naše amigdale, to sta globoki možganski jedri, globoko noter v možganovini centra za strah, a ne, pričneta delovati, a ne, zapreta informacije iz možganske skorje, to je tam, kjer je recimo prefrontalni korteks, tam, kjer so doma izvršilne funkcije, kjer je doma razmislek, a ne, amigdala to zapre, a ne, zato, ker zraven je hipokampus in če je tam dejansko tudi informacije, ki so povezane z strahom pa neugodnimi izkušnjami, takrat naše telo se pripravi, a ne, boj ali beg ali zamrznitev, a ne, če je zelo hudo. Naše telo preplavijo takrat noradrenalin, adrenalin, srce nam razbija, plitvo dihamo, a ne, hkrati naše nadledvičnice začnejo izločati kortizol, stresni hormon, a ne. In takrat, če je pa zelo hudo, takrat gremo pa celo v stanje zamrznitve, a ne, ko v bistvu tako kot tista miška, ki vidi kačo, a ne, kar pade dol, a ne. Otrpne, ja. Tako, otrpne. In mi smo v bistvu v tem prvem valu smo imeli zelo tak močen, a ne, ta odgovor in smo dejansko lahko obvladali to epidemijo, a ne. Zdaj v drugem valu je pa vmes minilo kar nekaj časa, ne. To pa zelo spominja na nek tak kroničen stres, a veste. Kronično se ponavlja ta grožnja, ne, vsi smo je že naveličani, naše telo, a ne, po eni strani je ta naveličanost, po drugi strani pa pri nekaterih ljudeh, zlasti tisti, ki so manj odporni, ki so manj rezilientni, a ne, pa prihaja tudi do izčrpanosti, a ne. Tako, to ljudje poznajo, recimo, če poznajo kronično utrujenost ali pa recimo izgorelost. Ja, na neki točki se nehaš upirati, ne, ali pa ne moreš več očitno, ne. Oziroma ne moreš več, a ne, so dejansko zaloge so izpraznjene, a ne, in takrat pa vse prepustiš, pa naj gre kamor hoče, a ne. To je pa pravzaprav najbolj nevarno, a ne. In takrat zbrati dovolj energije, da se vseeno upreš, a ne, in da delaš tisto, a ne, kar je prav, to pa lahko edino v skupnosti, ker, a veste, pod vsem tem boj, beg ali zamrznitev, to je pa ta tako imenovana polivagalna teorija, a ne, tam spodaj imate pa socialno lepilo, tam so pa druženje, radovednost, skrb eden za drugega, ki nam pa pomaga, da v težkih trenutkih, a ne, stopimo skupaj. In morda mi kot družba nismo tega prepoznali, a ne, da bi pravzaprav zares morali stopiti skupaj, ker bi nam bilo lažje. Tako smo se pa pravzaprav izpraznili in namesto, da bi eden drugega podprli, da bi skupaj zmogli, smo se kar naenkrat znašli vsak zase. To je pa nevarna situacija v epidemiji ali pa v katerikoli situaciji, ki nas ogroža, ne, ker ljudje smo edino skupaj močni. Se pravi, v bistvu, ker smo imeli zapovedano to fizično distanco, smo pa pač pol pozabili, da to ne pomeni, da nismo več skupnost, ampak ne, da ne gre samo za fizično druženje, ampak tudi sicer. Ja, ja. Mislim, da je mogoče prav tudi to, no, da smo bili vsi skupaj opomnjeni na to, kako smo pravzaprav bili individualistično tudi vzgajani, a ne. Kako zelo pomembna je skupnost, a ne, skrb eden za drugega. Ja, razumem. Evo, mogoče pa vseeno neko pozitivno sporočilo za zaključek najnega današnjega pogovora. Dr. Tina Brengenk, najlepša hvala za vaše komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil portretni, že 507. Faktor na TV3. Jutri ne zamudite zadnje oddaje v tem letu, ki bo na žalost posvečena današnjemu potresu na Hrvaškem. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče, in pa mirno noč vsem.